z okusom morja, z okusom soli na žarečih ustnicah, v laseh in koži. Prišla si z morja, da se uležeš blizu mene, prišla si sem in sonce te je spremljalo. In ona je odvrnila z Onasisovim izrekom. Znebiti se moramo upanja, da se bo morje kdaj pomirilo. Moramo se naučiti jadrati tudi v močnih vetrovih. Na poročno potovanje sta odpotovala v Izolo. Kot v vsakem zakonu sta našla kompromis. Odpotovala sta v drugo državo, kar je bilo za malo barko začetek dolgih potovanj, in že spet sta bila v znanem kraju, kjer se je Guc počutil domače. Neločljiva sta se sprehajala po mestnih ulicah, obiskala okolico, tekla po tunelu Šalet, vendar ju je najbolj veselilo guganje po morskih valovih. Mala barka je bila vesela, da je šla na izlet tja, kjer je počival Rex. To je bila najlepša, najhitrejša in najmodernejša ladja svojega časa, ki je končala nekje med Izolo in Koprom. Bila je ladja vseh ladij, mesto, ki je plulo po morju in imelo vse, kar je potrebno sodobnemu mestu. Knjižnico, pošto, radijsko postajo, tiskarno, dnevnik, kino, 2 igrišči, kozmetični salon, brivnico in frizerski salon. Imela je tudi plesno dvorano. Mala barka je dneve vadila plesne korake, da bi vzbudila vzdušje na tej ladji vseh ladij. Videla se je v tej ladji, mestu, in vonjala daljna morja, ki njej majhni še vedno niso bila dostopna. V njej je Rex izval neko strahospoštovanje in težko si je priznala, čeprav se je zavedala svojega strahu pred to daljavo. Bila je tako velika in sedaj leži potopljena. Kako bom jaz majhna šla na tako dolgo pot, je pomislila. Zaenkrat pa je bilo dovolj, da posluša zgodbe o Rexu in uživala je v njegovih slikah v galeriji Marjana Kralja. Guc je vsakodnevno gledal strani na ribiče, ki so vsak dan marljivo orali po bogatem Izolskem morju. Mreže so se zvijale pod telesci in čunov, sardin in skuš in bilo je posebno veselje videti srebrno-modri lesket zvitih, debelih in močnih in mišičastih tun, za katere so bile zadolžene posebne ribiške barke. Vse to ga je spomnilo na otroštvo in ribiško tradicijo svoje družine. Kako mu je srce tolklo pri vsakem izvleku mreže. In bil je tudi razlog, ker je mineralno morje Izole zagotovilo, da bodo mreže vedno polne. Prepoznal je ponos ribičev, ki bi ulov predali tistim, ki so bili v tovarni, ki so skrbeli za nadaljne potovanje teh ribic. Zlagali so jih v kovinske postelje in jih božali z najboljšim oljčnim oljem, včasih pa so jih razigrali s finimi koščki drobne zelenjave. Nekatere so se spremenile v gladke paštete, ki so se gospodi dobesedno topile v ustih. Ko se je ribica dotaknila brbončice za okušanje, bi človek instinktivno zamižal od užitka, jezik pa bi se dotaknil neba, da bi iz njih izvlekel čim več okusa. To je moj svet. Jaz sem to morje. Jaz sem bil ustvarjen, da se družim s temi ribicami, je čutil. Ljubezen, ki sta jo Guc in mala barka čutila drug do drugega, je bila okrepljena z njuno ljubeznijo do morja. Tako sta vsake toliko obiskala hišo morja Izolana. Uživala sta v njenih zbirkah, gledala fotografije in filme s pomorskimi in ribiškimi temami. Prav tako sta rada šla tudi v ladjedelnico. Mala barka se je z veseljem spomnila svojih navad iz reke in je zlahka spoznala dragocene graditelje ladij. Junij jima je dal posebno zabavo. Festival oljk, vina in rib je obljubljal popolno fešto. Nekega dne, ko sta se gugala na jutranjih valovih in kazala svoje spretnosti, je mala barka vozila slalom med bojami, spretno obračajoč svoje belo jadro, in Guc jo je vsakič nagradil z novo vrsto rib, ki jih je ujel.
Tam je bila tudi lokalna ribiška barka z imenom Biser, ki jih je z veseljem gledala in bila navdušena nad znanjem Guca pri iskanju rib in spretnosti pri ulovu. In o količini ulova za tako relativno majhno ladjo, da sploh ne govorimo. Fascinirana ribiška barka se je odločila, da jih bo spoznala. Spretnosti, ki jih ta Guc prikazuje, bi nam veliko pomagale pri ulovu rib. Sedeli so skupaj na zajtrku in tako se je rodilo prvo lokalno prijateljstvo. Guc je bil kmalu zaprošen, da se jim pridruži pri ulovu rib in z obema vesloma je to sprejel. Kmalu zatem mu je bila ponujena služba v tovarni rib, za katero je dnevno lovil toliko rib kot doslej nobena ribiška barka. Mala barka je še vedno sanjala o velikih potovanjih. Toda to ni bil najboljši čas za to. Začelo se je z jutranjo slabostjo in 9 mesecev pozneje so prijatelji iz ladjedelnice pomagali pri rojstvu njunega sina, malega gliserja. Nihče ni bil srečnejši od staršev. Krasila ga je mamina gibčnost in hitrost. Po postavi je bil tudi podoben in tudi pozneje ni preveč zrastel. Z očetom je včasih šel na ribolov, vendar se je bolje počutil v bolj sodobnem okolju. Zato se je v bodočnosti videl v druženju s turisti. Mati se je tako posvetila vzgoji sina, oče pa se je zabaval z ribami, ki pomenijo življenje.